Torej, najvišji predstavniki Slovenske ljudske stranke se trenutno mudite v Pomurju, pa je zato tudi prav te priložnosti, da nekako navežemo besedo o tem, kako poteka torej delo Slovenske ljudske stranke v Pomurski in pa Štajerski regiji. Slovenska ljudska stranka je v tem delu Slovenije močno nastopana, imamo zelo ogromno število svetnikov, imamo tudi veliko število županov, na zadnjih lokalnih volitvah smo v svojo prisotnost, kar se tiče županov, v Pomurju povečali. In to je vse dokaz, da nam ljudje zaupajo, da delamo dobro, da nam verjamejo, da imamo iskreno željo in da seveda rešitve za dobro tega dokonca Slovenije in pa seveda tudi celotne Slovenije. Vaš predsednik, torej gospod Zidanšek, je že predstavil stališče Slovenske ljudske stranke do programa za razvoj podeželja 2014-2020. Pa morebiti, če nekoliko vi spregovorite o posledicah za kmetijstvo, ki ste bil iz tega, tako za Štajersko, tudi za Pomurje. Je veliko kmetov, ki so dejansko bili seznanjeni z tem programom, predvsem tisti tak malih kmetov opozarjajo na to, da se s tem programom predvsem favorizira tiste velike kmetije in je popolnoma v nasprotju z težnjo, ki se je na področju evropske politike pojavila, da bi čim bolj dali poudarek družinskim kmetijam, da bi čim bolj na ta način tudi povečali zaposljivost na podeželju. Še kaj? Super. Kaj pa se je dobro čilo? Malo je cvilj.